Slovenija je pač žal zaradi svoje geografske lege na eni od poti, na tako imenovani južni balkanski poti. Od 300 tisoč nezakonitih migrantov iz preteklega leta jih je približno 50 oziroma 60 tisoč prečkalo Slovenijo. In ker vemo, da se bodo ti tokovi nadaljevali, zaradi tega, ker se žal žarišča v svetu nič ne zmanjšujejo, bo to vprašanje še naprej eminentno vprašanje za celo Evropo. Slovenija se zaveda, na kateri točki koridorja za premik teh migrantov je. Na tej točki je naša dolžnost, da poskrbimo, da se ta pretok dogaja s čim manj vplivov na lokalno prebivalstvo. To je ključni razlog, zakaj smo že v lanskem letu uvedli nadzorovanje meje. Naše meje s Hrvaško in naše meje z Madžarsko. Ključni razlog za omejitev in pregled na meji je samo eden: zagotoviti večjo varnost ljudi. Istočasno je policija izrazito povečala ravno v občini Brežice svojo prisotnost. Zakaj? Zato, ker 80%, v letošnjem letu 82,4% vseh migrantov vstopijo v Sloveniji v občini Brežice. Policija se je pravilno organizirala, da te migrante prestreže takoj po prečkanju meje. V preteklosti ni bilo tako. Danes jih prestrežejo takoj po prečkanju meje in jih potem pospremijo na policijsko postajo Brežice, kjer opravijo sprejem in registracijo. Po vzpostavitvi na Obrežju sprejemnega centra se ti migranti ne bodo vozili več v središče Brežic na policijsko postajo, ampak se bodo vsi postopki opravili na Obrežju. Izbira obeh lokacij je bila pogojena z dvemi faktorji. Predlagala jih je policija, vlada se samo strinjala z njimi na predlog policije in notranjega ministrstva. Dva kriterija. Prvič, čim bližje vstopu v državo. Dajmo jih registrirati tam, kjer jih zajamemo. Ne bomo jih vozili po Sloveniji, zato da jih bomo tam drugje registrirali, potem se bodo pa oni od tam naprej prehajali. In drugi razlog je bil, iskali smo lokacije, oziroma policija je predlagala lokacije, katerih ima lastništvo država in na katerih lahko razvija dodatne zmogljivosti.